Spoštovana gospa predsednica, spoštovano predsedstvo, dragi prijatelji, sodelavci, sedma sila. Vesel sem, da sem na kongresu krščanskih demokratov Nove Slovenije. 25 let po padcu Berlinskega zidu in 25 let po ustanovitvi slovenskih krščanskih demokratov, ki so se zgodili novembra pred tolikimi leti. Ponosen sem, da smo slovenski pomladi dali takrat slovenski krščanski demokrati največ glasov, da smo vstopili v slovenski politični prostor s poudarkom na vključujoči politični kulturi, da smo dostojno opravili svoj del naloge za slovensko demokracijo, samostojnost in za evropsko perspektivo Slovenije. Žal mi je, da smo 6 let priča nepremagane krize, ki se je leve vlade nočejo ali ne znajo uspešno lotiti. V zadnjih 3 letih je na delu že 4. vlada. Reform ni, zadolževanje se nadaljuje, proračunski primanjkljaj se povečuje. Vesel sem, da je hotela Nova Slovenija po volilnem uspehu zaupanje volivcev izkoristiti z vso politično odgovornostjo. Bil sem med tistimi, ki je podprl, da se pogajamo za vstop v vlado, če dosežemo, da bodo naše ključne programske točke upoštevane, ker smo bili prepričani, da so za prihodnost Slovenije in za reforme nujne. Torej, pogajali smo se za vstop v vlado na podlagi programskih izhodišč, ne izhodišč za stolčke. In ponosen sem tudi na to, da potem vodstvo, ko je videlo, da pogajanja ne gredo v smer nujnih reform, da je potem tudi načelno odstopilo od teh pogajanj, ker je videla, da tega nadaljevanja ne bo, da so močnejši interesi okrog glavne stranke, tistih strank, ki v bistvu nasprotujejo reformnim prizadevanjem. Tukaj bi rad rekel eno besedo o tako imenovanem neoliberalizmu. Jaz sem se zelo začudil, ko sem slišal to zmerljivko celo strani ene od podmladnih strank, pa recimo kar naravnost SDS-a. Poslušam kritiko neoliberalizma seveda tudi v Evropskem parlamentu. Levica se tega zelo z veseljem loteva. Ampak ugotavljam, da je to še ena ideološka etiketa, ki jo pravzaprav malo kdo dobro razume in pomeni pač etiketiranje tistih, ki danes zagovarjajo močnejše reforme. Danes celo Angelo Merklovo zmerjajo za neoliberalko, ampak jaz bi si želel takega neoliberalizma, ki bi nas pripeljal v podobno situacijo, kot jo ima na gospodarskem področju Nemčija. Eni bi še papeža naredili za neoliberalca, celo za komunista, tudi to sem že bral strani nekega komentatorja ene od pomladnih strank. Bil sem zraven, poslušal sem papeža ta teden v Evropskem parlamentu. Mislim, da že dolgo nobenemu govorniku v tej hiši odločanja ni uspelo zadeti linije, ki bi bila tako blizu očetom Evropske zveze, kot je to naredil papež Frančišek in je požel odobravanje levih in desnih. Vsi smo mu ploskali, socialist, predsednik Evropskega parlamenta Šulc, pa se mu je zahvalil za usmeritve, ki nagovarjajo vse. Taka je bila kultura v Evropskem parlamentu, ko je nastopil tam papež, ki je 5-krat poudaril pomen človekovega dostojanstva. Mi smo bili ključni nosilci koncepta človekovega dostojanstva v začetku nove slovenske demokracije. To je tudi naša glavna zaveza in to je tudi izhodišče našega programa, ki seveda temelji na socialno-tržni ekonomiji. Mi, kot je bilo že rečeno, nimamo problemov z gospodarskim liberalizmom, če svobodo spremlja odgovornost. Tudi to je evropska ideja. Evropska ideja
ni samo spoštovanje človekovega dostojanstva, ampak je hkrati tudi sodelovanje z drugimi, delati stvari skupaj, kar pomeni misliti na druge. In v našem programu ne boste zaradi sodelovanja nekaterih resnih ljudi, ki jih pozna slovenska javnost kot liberalce, dobili elementov divjega liberalizma. Jaz sem vesel, da je uspel ta program, ki je doživel odmev, kot ste videli tudi pri predsedniku Evropske ljudske stranke, in ni veliko alternativ, kako priti iz situacije, v kateri smo, kakorkoli potem kdo temu reče. Meni vseeno, kako se imenuje reformna pot, meni gre za to, da jo strasiramo in da se po njej odpeljemo v drugačno situacijo. Mislim, da smo država, ki je dokazala oziroma pokazala v teh letih najmanjšo reformno voljo v Evropi. Zgleda, da je še Grčija naredila več. Gospe in gospodje, tukaj so me prej novinarji, pa kdo drug me tudi vprašal, ali bo to prelomni kongres. Jaz sem se potem malo pohecal, pa se rekel, koga je treba prelomiti ali koga je treba nalomiti. Jaz mislim, da se bo nič takega zgodilo. Mislim, da imamo zelo normalen demokratičen kongres, imamo, hvala Bogu, 2 kandidata, oba poznam doslej kot krščanska demokrata, bomo videli, kaj se bo še zgodilo, ampak jaz sem pogledal napovedi oziroma izjave, programska izhodišča obeh, pregledal sem besede in dejanja in sem se odločil tudi v skladu s tem, kar sem povedal na klavzuri stranke, ko smo šli skozi razna dejstva, tudi na kritičen način, ampak sledili smo naši volji do kritike, ne etiketam in diskreditacijam, ki letijo te dni na nas iz neke druge stranke. In takrat sem rekel, da po teh rezultatih in v tej situaciji ne vidim potrebe, da menjamo predsednico Novakovo in v skladu s tem bom ravnal tudi danes, ko bom obkrožal volilni listek. Rad bi povedal tudi to, da tega kongresa ne vidim kot oziroma te podpore ne vidim kot a priorno podporo nekemu naprej znanemu kandidatu, o katerem se je tudi veliko govorilo. Jaz sem prepričan, da bo našla krščanska demokracija pod imenom Nove Slovenije tisto pot, tisti program in tiste ljudi, ki bodo zagotavljali rast. In s čimer je treba danes prelomiti, je samo ena zadeva. Prelomiti moramo z vsem tistim, kar ovira našo rast. Rast se je začela, jaz sem videl stranko na delu 3-krat na volitvah, jaz sem prepričan, da so še velike rezerve, moram reči, da kakšnih odborov nismo čutili veliko na teh volitvah, čeprav je večina delala dobro. Strniti moramo sile za uresničitev programa in na vse to, kar se je dogajalo te dni. Jaz ne bom ponavljal tega, kar sem povedal včeraj, ampak edini resni, pravi in učinkovit odgovor na vse to, kar smo doživeli, je več krščanske demokracije. Boljšega odgovora ne poznam. In govorilo se je o novi stranki. Dovolite torej še kakšno besedo o slovenski pomladi. Pred 25 leti je bilo jasno, kaj in kdo je slovenska pomlad in kaj hoče. Meni je žal, da je trajal njen prvi zagon tako malo časa, ker je idejo skupnega dobrega zasenčila ideja prevlade, kdo bo prvi, in ta zadeva zgleda, da še traja. Demos je bila koalicija suverenih strank, ki je zmagala tudi zato, ker je delala širino. Te širine pogrešam, te kulture pogrešam. Želel bi si, da se vrnemo k izhodiščem, s katerimi je Sloveniji
pomagala uresničiti njen ključni zgodovinsko-politični projekt pred 25 leti. Nisem zato, ko se zdaj govori o potrebi po novi stranki, da pomladna stran uporabi reciklažni model levice in zaposli volivce na vsakih volitvah z novo stranko. Če komu na slovenski pomladni strani ne gre, naj se zamisli, zakaj ne gre. Jaz mislim, da nova stranka ni rešitev za neuspešnost te ali one stranke. Rešitev je k povrnitvi k tistemu, se pravi, k duhu pomladi. In problem abstinence, ki je na desni strani, po mojem ne bomo reševali z novo stranko, ampak spremembo strank, ki so si tako ali drugače prej ali kasneje zapravile zaupanje volivcev. Res je, večina abstinence na desni strani, ampak nagovoriti jih moramo z verodostojno politiko, z nastopom, ki bo prepričal in ki se ne bo končal spet po 2 letih. Gospe in gospodje, tukaj smo zato, ker hočemo drugačno Slovenijo. In jaz sem prepričan, da nam bo ta kongres pomagal k okrepitvi naše rasti. Verjamem v demokracijo nove Slovenije, verjamem v njene vrednote, v njena načela, v njen program in verjamem tudi v njeno vodstvo. Hvala lepa.